Da ta ljudska umetnost, ki se je najbolj ohranila v Adlešičih, ne bi utonila v pozabo, v Krajinskem parku Kolpa vsako leto v tem času pripravljajo ustvarjalne delavnice. Naši posnetki so iz Vinice, kjer je sinoči večina zbranih prvič pisala pisanice. Prvič pa tudi zelo me zanima ta belokranjska kultura, pa tudi dediščina vse. Pa sem rekel, gremo. In? Dobre, bomo še. Treba je koncentracije, treba je mirno roko, estetiko, no naše so malo tak, niso take kot od teh mojstric, ampak bojo lepe. Postopek od jajca do lepe pisanice je sicer kar dolg. Najprej jajce izpihajo in s posebno pisalko, v katero dajo vosek, ki ga potem segrevajo nad svečo, pišejo po surovi jajčni lupini. Nato jo namakajo v rdeči barvi in nadaljujejo pisanje. Na koncu pa jajce potopijo v mrzlo črno barvo, ki jo počasi segrevajo. In pisanice bodo nastajale z vkuhavanjem črne barve na lupino. To, kar smo popisali po surovi jajčni lupini, bo ostalo barve lupine. Kar smo popisali po rdeči barvi, bo ostalo rdeče, vse ostalo se bo obarvalo črno. In tako bomo dobili belokranjsko oziroma adlešičko pisanico. Lahko rečemo, da so na adlešičkem koncu pisanice doma. Ker tu je tradicija in mi se tega držimo, ker pisanica je nekaj, kar imamo v Adlešiči, ki jih marsikje drugje nimajo in mi znamo to ceniti. Nekdaj, ko drugih daril ni bilo, so dekleta na velikonočno nedeljo podarjala pisanice predvsem svojim fantom, pa tudi prijateljem in sorodnikom. Danes pa je pisanica predvsem belokranjski spominek, ki nastaja pod prsti izkušenih adlešiških mojstric. To je zelo zahtevno delo, je potrebna potrpežljivost in tudi malo umetnosti, da se naredi tak izdelek, kot mora biti. Deluje tako, da je zelo preprosto, pa vendar taka izkušena mojstrica pisanja belokranjskih pisanic le potrebuje svojih 45 minut za vsako pisanico. Vaja seveda dela mojstra, a z malo občutka za estetiko in veliko veselja lahko vsak napiše lepo pisanico, pravita mojstrici.